Leta 2019 je bilo za skupino GEN zelo uspešno, vse enote so izredno stabilno obratovale, zastavljene načrte so dosegli, v Nuklearni elektrarni Krško celo presegli. Tudi poslovni rezultati so bili rekordni. Imeli smo rekordni dobiček na nivoju skupine 48 milijonov evrov, neto čisti dobiček in pa promet preko 2,2 milijardi evrov, kar nas uvršča pravzaprav na drugo mesto po prihodkih družb v Sloveniji. Čisti dobiček so presegli za kar 28% od načrtovanega. Celo blizu 30% smo presegli glede na načrt, predvsem z dobrim menedžiranjem obratovanja naših hidroobjektov, prodaje in nakupa električne energije na trgu, seveda pa z tem, da smo tudi presegli plan obratovanja v nuklearki, pa tudi na en del hidroelektrarnah. Proizvodne enote družb skupine GEN so delovale brez izpadov in proizvedle 3600 gigavatnih ur električne energije. Zanimivo je bilo, da je bilo praktično 3/4 leta zelo suho, zelo slaba hidrologija, vendar smo uspeli na širših trgih zelo dobro kupovati in prodajati električno energijo in se enačiti to našo proizvodnjo. V zadnjem kvartalu pa seveda smo imeli večjo proizvodnjo. Skupaj smo kot skupina proizvedli 3,6 teravatne ure električne energije ali pa približno nekje 40% slovenske porabe električne energije. V tržno-prodajnem delu so se v družbi GEN-I prilagajali dinamičnim tržnim razmeram. Lansko leto je bilo zanimivo, predvsem z področja trgovanja z električno energijo, ravno zato, ker smo pravzaprav količinsko nakupili in prodali električne energije za nekje 3-kratno slovensko porabo, okoli 42 teravatnih ur. Predvsej pa smo tudi finančno trgovali na vseh 19 državah, kjer smo prisotni, pravzaprav tudi približno enaka številka smo naredili tudi finančnih poslov z ščitenjem in pa seveda z finančnimi inštrumenti. Lansko leto je bilo intenzivno tudi na področju razvoja in raziskav ter investicij. Lansko leto smo upravili preko 90 milijonov naložb, kar pravzaprav nas uvršča med najbolj investicijsko dejavne skupine v Sloveniji. Bile so pa predvsem v varnostne gradnje v Nuklearni elektrarni Krško in pa začetek izgradnje plinskega bloka 7 v Termoelektrarni Brestovica. Novšak vseskozi opozarja tudi na vse bolj potrebno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, ki bi ga, poudarja, potrebovali že zdaj, saj se je povpraševanje po elektriki v zadnjih letih okrepilo. S pospešeno elektrifikacijo vseh področij, zlasti prometa in ogrevanja, s krepitvijo gospodarstva in rastjo življenjskega standarda, vztrajno rastejo potrebe po električni energiji in po dodatnih virih.